Odpravil sem se na en fantastičen izlet po Vipavski dolini, kjer bom naredil krog okrog našega umetnega jezera Vogršček in vam pokazal nekaj najlepših makadamskih poti tukaj v naši okolici. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Krasno vreme se je naredilo, sončno, popolnoma brez oblačka na nebu. Ob 11. dopoldan se je segrelo do 6 stopinj Celzija, tako da sem se jaz dal kar bolj v zimska oblačila. Zdaj pa za začetek sem se odpravil tukaj južno od Nove Gorice po kolesarski stezi dol proti Šempetru in Vrtojbi. Današnja proga je taka, da je prvih 7 km treba narediti po asfaltu, ampak potem se bom pa malo preklopil na makadame, izkoristil tudi en del učne poti Vipava-Meren in najdu take zanimive kotičke. Če bi kdo želel ponavljati izlet, vam sigurno ne bo žal. Evo, še malo tukaj na začetku trim steze v Vrtojbi, se zaženem v hrib in potem pridem na makadamski greben, ki me bo pripeljal vse do Bukovce. Super, sem zgoraj na grebenu, počasi se premikam od Vrtojbe proti Bukovci. Pri načrtovanju današnje proge sem pa gledal, da bi se vozil po krajih, ki so čim bolj izpostavljeni soncu. Prvič zaradi tega, da me ne bi preveč zeblo, drugič pa zaradi tega, da bi bilo čim manj blata. Pa še tako sem malo gledal tudi, da bo kaj višincev, da ne bo sama ravnina. In zaenkrat moram reči, da se prav super odvija, nimam nobenih pripomb. Če želi kdo bolj natančno preučiti to današnjo progo ali pa celo ponavljati ta izlet, bom pa link do svoje Strave dal od spodaj v opis videa. Dol v opisu videa so pa tudi popusti in pa kode za tale očala Revorej in pa za oblačila znamke Sirocco. Če kogarkoli zanima, naj si pogleda in izkoristi. Hvala, živijo. Zdaj sem pa že na ravnini od Bukovce naprej in tukaj se bom priklopil na učno pot Vipava-Meren, ki sem jo pred časom posnel tudi na video. Tako da bom izkoristil tle malo te ravnine po Vipavski dolini, da se ne vozim prav po glavni cesti. Ta del proge je res fantastičen. Pripelješ se do reke Vipave in potem nadaljuješ ob potoku Lijaku, lepo naprej proti Prvačni. Tle je popolna ravnina, nobenih višincev se ne naredi. Od Prvačne naprej pa bojo spet. Vidiš, in potem bom šel čez most na drugo stran in po tisti poti naravnost naprej. Evo, vidiš, tukaj je most. Grem čez in po drugi strani Lijaka naprej po učni poti. In tle desno in to je to. Neki rihtajo, tako da bo očitno ta pot še lepša, ko je bila do zdaj. Viš, in zdaj se na drugi strani potoka vidi, kjer sem se prej pripeljal. Zdaj tle, pri tej hiški, bom pa zavil levo in naprej po učni poti. Lej, nimam kaj reči, sem brez besed. Popoln zaključek letošnjega novembra. Fantazija. Pot me je spet pripeljala v bližino reke Vipave, ampak tukaj je že začetek Prvačne, kjer bom prečkal glavno cesto.
super, ki je nedelja in skoraj nikjer nobenega prometa. Prav fajn. Na koncu Prvačne se spet preklopim na makadamsko pot, ki jo imenujejo Glinek. Spet sem imel malo smole in sem utrgal eno špico. Upam, da me to ne bo preveč oviralo pri današnji vožnji in da bom speljal izlet do konca. Saj načeloma bi moralo biti tudi brez ene špice vse ok. Skrbi me edino tukaj, kjer se zdaj ta Glinek konča, ker je en zelo strm asfaltiran predel, tja do 16-17% in tam je obremenitev na zadnje kolo še toliko večja. Bom videl, če ne bo drugače, bom šel pa peš. Ja, tako noter v senci se kar čuti, kako je hladno. In tukaj se Glinek konča in grem desno za en krajši kost na asfalt. Tle je zdaj tisti strm predel, še malo pa bom na vrhu. Špice so zdržale, zdaj imam pa še en malo milejši vzpon, gor do 3 hiš in potem se preklopim na makadamsko cesto okrog jezera Vogršček. Sledi malo spusta, še malo par 100 metrov in se preklopim na pot okrog Vogrščka. Se zapeljem prav dol do jeza, da vidim, če je kakšen lep razgled. Tako, sem prišel do jeza. Tukaj so na 3 straneh okrog jezu narejene take rampe, ampak je možen prehod za pešce. Tukaj je narejen tak v obliki črke U v ograji in peš ni noben problem. Problem je s kolesom. Enkrat sem probal, ga moraš dvigniti po konci in potem počasi preklapljati med temi rešetkami. Tako da ponavadi zdaj se kar na vrhu preklopim na tisto makadamsko pot in naredim krog, brez da bi šel tukaj. Je pa možno tam z zahodne strani priti prav z avtom do jeza, parkirati, pridete lahko noter in potem naredite krog okoli in okoli jezera. Jaz grem pa zdaj po isti poti nazaj gor in nadaljujem krog okoli jezera. Ta del poti je v bistvu slepo črevo, samo zato, da sem vam pokazal jez. Vam ga pa ni treba ponavljati, če nočete. Če štartate na jezu in naredite cel krog okoli Vogrščka, boste imeli tam približno 10 km in kakšnih 100 višincev. Jaz pa to pot okoli jezera zelo rad kombiniram v svoje ostale mountain bike kroge, ker mi je pač tukaj res, res lepo. Živja. In tudi, ko ste videli, sprehajalci izkoristijo radi tole pot. Tle se pa zdaj spet preklopim na svojo originalno pot. Tukaj sem namreč prej zavil levo, zdaj pa nadaljujem okoli jezera. Je pa cela pot okrog in okrog, tak zelo lep makadam, noter v gozdičku, prav fantastično je. Živja. Pa tako občasno se tudi razkrije pogled na jezero. In tako po zimi mora biti ta pogled celo malo boljši, ker ni toliko zaraščeno, kakor pomladi ali pa poleti. Tle se prav ustavim, kako je lepo za eno fotko. Bom izkoristil to lokacijo, pa še kolo poslikal, ker če kaj drugega, se pa palc tle res ne manjka.
Super, grem dalje. Ja, je kar valovita. Skozi gor in dol, gor in dol. Super je taka razgibana. Seveda pa lahko ta izlet tudi obrnete, saj je enako lep tudi v kontrasmeri. Zdaj prečkamo avtocesto. Na tem delu trase se pot malo oddali od jezera. Imam pa zdaj tukaj na števcu že 25 km in pa 340 višincev. Glede na to, da sem vsaj že na pol poti, bom tukaj nekaj malega pregriznil. So pa tukaj zdaj ful dobro poštimali cesto, ker prej se je peljalo kar čez travnik in je bilo zmeraj blata do kolen. Zdaj je pa prav na novo vidim, wow, super. Tukaj sem naredil še en tak kos, ko bom šel po isti poti sem in nazaj, zato da vam pokažem jezero še iz severne strani. Čudovit pogled na oljčne nasade, vinograde in potem pa kar voda. Fantastično. Tle je očitno nekaj na novo narejeno, ki gre ko po asfaltu. Jaz se bom zdaj tukaj v sklepni fazi izognil tisti poti, ki bi me spet pripeljala na jez in do tistih ramp. Tako da grem tukaj po servisni poti ob avtocesti in bom prišel ven v naselje Vogrsko. To, kar vidite na stravi, je pač moja alternativa, da se izognem tistim rešetkam pri jezu. Če pa želite iti na rešetke, oziroma če ste peš, lahko pa po prečkanju avtoceste nadaljujete kar naravnost in prijete točno tja. Prečkal sem Vogrsko in zdaj sem na drugi strani, spet malo bolj na ravnini. Počasi bom začel obračati proti domu, zato ker vidim na števcu, da imam že 35 km in 496 višincev. Spet se peljem ob potoku Lijaku, skratka v samem osrčju spodnje Vipavske doline. Zdaj sem s popolnoma druge strani prišel do istega mostu čez potok Lijak. To je tisti most, kjer sem se prej prepeljal iz smeri Renč gor, prečkal in obračal naprej proti Prvačni. Ob povratku pa se zapeljem še do enega manjšega jezerca. Vam pokažem tukaj, kako je lepo. Tukaj je pa tudi ena taka čudovita lokacija. Jezero mislim, da je ostank kakšnega starega glinokopa, ne vem točno, ampak temu področju tukaj se reče Lake Ness. Tle je igrišče za otroke, sredi jezera je fontana, zraven je pa tudi restauracija z lokalom, kjer lahko posedite, si privoščite kakšno pijačo in opazujete račke. V glavnem, tako čisto ob poti, kjer sem se danes vozil, pa boste imeli označeno na stravi, če želite priti na izlet. Od Volčje Drage naprej pa spet izkoristim eno servisno pot, ki gre ob železniški progi in se lepo izogneš vsemu prometu. Zaključil bom tako, kot sem začel, po kolesarski stezi od Šempetra do Gorice. Rad bi najdel samo še eno delujočo pipo, da si malo splaknem gorskega, ker je malo blaten. Delujoče pipe nisem najdel, ampak nič hudega. Bom pa kolo očistil doma. V glavnem, za mano je res en čudovit izlet, predvsem tisti del okoli jezera Vogršček,
priporočam, kdorkoli želi probati in izkoristiti. Sem se pa pol v zadnjem hipu spomnil, da vem še za en vodni vir, ki nikoli ne presahne niti po zimi. Sicer vam pa želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!